Ja. Luka Svetina. Mogoče samo današnji odziv, če lahko pokomentirate, torej predsednice Generalne uprave policije, oziroma direktorice Tatjane Bobnar, ki je dejala, da je po lastni vesti ocenila, kje so pristojnosti KNOVS-a pri nadzoru Nacionalnega preiskovalnega urada. Mi smo danes za mnenje povprašali nekatere ustavne pravnike, med drugim Ernesta Petriča, ki je takole v telefonskem pogovoru nam povedal, da v bistvu teh pristojnosti, da bi karkoli ocenjevala, Tatjana Bobnar nima. Torej, kako boste zdaj komunicirali naprej s Tatjano Bobnar? Očitno ima neke pristojnosti, kot sama očitno pravi, pa pravi, da jih nima. Tatjana Bobnar je generalna direktorica policije. Jaz nisem gledal, že nisem imel časa pogledati njene izjave, mi je pa naš PR dal nekatere povzetke. Zdaj pa je, da smo se vtikali, kako je rekla, v odprte zadeve. Vidite, to je naša naloga. Mi smo glede odprtih zadev spraševali po odredbah. Spomnite se leta 2015, ko je takrat tik pred referendumom o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih prišla policija v parlament in naredila preiskavo pri Andreju Šircu, mislim, da tudi doma, potem prišla na stranko. Takrat smo šli takoj v nadzor. In smo v zvezi s tem primerom, ki je bil odprt, ki je bil tekoč, zahtevali podatke, ali so bili v tem primeru uporabljeni prikriti preiskovalni ukrepi. Odgovor je bil ne. Včeraj smo na policiji zahtevali vse odredbe za prikrite preiskovalne ukrepe proti slovenskim državljanom od 1. januarja leta 2019 naprej. To so vse odprte zadeve. Vse odredbe smo včeraj pregledali, ker nam zakon to omogoča. Problem Tatjane Bobnar, pa to ni izraslo na njenem zevniku, kot se reče po domače, ne, je to, da si zakon razlaga točno tako, kot si ga razlaga Rajko Kozmer. Tem dvema pa je skupna točka Damir Črnčec. Damir Črnčec si je že takrat, ko je bil direktor Sove, tudi tako razlagal ta zakon, da je KNOVS pristojen samo za odredbe. KNOVS pa ni pristojen samo za odredbe, ampak za celotno dejavnost. Imamo 4., imamo 5., imamo 6. člen zakona o parlamentarnem nadzoru in pol še 24, 25 pa 26. In to, da govori, da smo vpogledovali v odprte zadeve, mi lahko pogledujemo v odprte zadeve, ampak samo tam, kjer je odredba. Ne moremo vpogledati, kako zadeva poteka, kdo dela na tem gor, dol, levo, desno. Dali so pa nam vse odredbe. Se pravi, če ona meni, da mi ne smemo pogledati v odprte zadeve, je ona kršila zakon. Ampak poglejte si od 149. člena potem naprej do 151. zakon o kazenskem postopku. To tudi tam piše, seveda smo za to zadolženi. In to so odprte zadeve. In to smo pregledovali. Moram reči, da smo čutili neke pritiske, neko manj vrednost, da se je direktorica postavila nad nas. Jaz sem tu, vi ste tukaj. Vi ste v moji hiši, kaj ste sem prišli sploh delati. In jaz sem direktorici dejal, poglejte, gospa, jaz sem izvoljen, vi ste pa imenovana. Z drugimi besedami, jaz imam 3252 delodajalcev. Toliko glasov sem namreč dobil na volitvah. Ona ima pa samo enega. In to je Vlada Republike Slovenije. In če jaz kot poslanec, ki je tukaj dobil še 46 glasov plusa, da je član KNOVS, pridem na policijo in skupaj s kolegi zahtevam nič manj in nič več, kot to, kar nam zakon dovoljuje, z namenom ugotoviti, ali je bila zlorabljena policija v politične namene, potem pričakujem, da mi bo gospa to dala. Ne meni osebno, ampak komisiji. In zato je bila tista izjava, da naj gleda na prihodnost, ker če se ugotovi, potem je takoj vprašala, je to grožnja? Sem rekel, ne. Dal sem izjavo in dejal, gledajte, če se to ugotovi, da je policija bila zlorabljena v politične namene in da ste vi tukaj držala roko nad tem, da sodelujete pri tem, potem vas bomo kazensko ovadili. Če pa ona
kazensko ovadbo jemlje kot grožnjo, kot pritisk, potem pa naj tako grožnjo. To jemlje. Ampak to je ustavna kategorija. Če ugotovimo, da je nekaj šlo narobe, mi moramo podati kazensko ovadbo. Poglejte, slej ko prej se bo ugotovilo, ali je bilo nekaj, ali ni bilo pa nič. Ampak mi samo želimo, da se ugotovi. Mi nismo prišli tja, krivi ste, zdaj mi pa pokažite. Ampak moja narava je, kot opozicijskega poslanca do vlade, da sem skeptičen, da jim ne verjamem. Je rekla gospa Bobnar, zakaj hodite k nam sem takrat kaj narobe? Sem rekel, pa kofe lahko jaz pijem tukaj v parlamentu, ne bom tja na kavo hodil. Je rekla, ja, mi imamo boljšo. Sem rekel, okej. Ampak to ni moja naloga. Če so stvari v redu, jih tudi pohvalim. Veste, vse tiste odredbe, tam so napisani ljudje, zakaj je odredba, formalno vse štima, res. Imajo tudi lepo po arhivih razloženo, urejeno, nobenega problema. Ampak mi smo prišli tja s predpostavko, da je nekaj narobe. Da se policija zlorablja v politične namene. In ona bi nas lahko takole odpravila s tem, ko bi nam dala papirje. Glejte, do kje se je pripeljala afera NH. Res, šokiran, kaj vse sem poslušal, kakšne so posledice za Sovo te afere. Ampak to je povzročil kdo? Direktor Sove, ker nam ni dal dokumentacije. In to, kar se zdaj dogaja, če so oni računali, da bo vse to šlo mimo, da se že cel mandat govori o nekih prisluhih, o sledenju, da obstajajo nekateri materialni dokazi. Razen če je kdo od vas, pa ne vem, če je kdo od vas, in jaz sem prepričan, da noben od vas ni šel Rjavčevega Porscheja slikati na Hrvaško v petek, dopoldne ali popoldne, takrat 17. januarja. Smo mi dolžni to preveriti. In nobenega pritiska ni bilo na direktorico, ker kdo pa sem jaz, da bom na njo pritisku, kdo je opozicijski poslanec, da bo pritisku na direktorico. Če pa ona smatra kot pritisk to, da smo zahtevali tisto, za kar smo v Knovsu prepričani, da lahko pogledamo in da moramo pogledati, z namenom zaščit človekovih pravic, temeljnih svoboščin, državljank in državljanov Republike Slovenije, potem pa imamo pač direktorico policije, ki meni, da parlamentarnega nadzora ne potrebujemo, da imamo inšpektorate, ki lahko pogledajo, da imamo tam nek oddelek na specializiranem državnem tožilstvu, ki to lahko pogleda. Skratka, da imamo tako, kot je tisti inšpektorat preverjal Sovo, ko je bilo rečeno, da Marjan nadzoruje Marjana. Veste, pomenljiv je pa odziv političnih strank. Mislite, da ne vejo, kaj se dogaja? Zakaj so bili takšni odzivi? Ker vejo, da te stvari držijo. Ker so nekateri od predsednikov strank, nekateri od poslancev bili deležni pritiskov. Mogoče bo kdo kot skrita priča, kdo kaj povedal na komisiji, izpostavljal, pa dvom, da se bo kdo. Ampak na podlagi vsega tega povedanega in na podlagi tega, kar je bilo, bomo skušali ugotoviti, ali je res kaj na tem, ali ni. Veste pa, da je, če stvari potekajo nelegalno, je pač težko kaj ugotoviti. Hitro bomo pa lahko ugotovili, ali držijo informacije, da se iz policije nosijo podatki, kaj je nekdo počel v preteklosti in se mu s tem maha pred nosom. Bomo dali to v medije, če ne bo tako ali pa tako ali pa tako. Meni je žal, da je direktorica to zdaj predstavlja v javnosti, kot da so bili neki pritiski. Še bolj žal mi pa je, ker ona ve, da niso bili, pa to počne iz političnih razlogov, hkrati pa reče, nihče si ne bo politično podredil policije. Bog ne dej, da bi si jo kdo podredil. Ampak jaz se bojim in glede na vse, kar vidimo, pa mislim, da si jo ena stranka trenutno še vladajoče koalicije je. Tadej Grešovnik, POP TV. Mene zanima v prvi vrsti, kateri poslanci so danes potrdili ta sklep o preoblikovanju te komisije in pa kako vi vidite te očitke, da se mogoče ti obiski Knovsa dogajajo v luči razkriti o recimo temu financiranju iz Madžarske SDS. Kakšno preoblikovanje preiskovalne komisije? Da boste nadaljevali Kanglerjevo komisijo v zvezi s tem preiskovanjem zlorabe obveščevalno-varnostnih služb. Zdaj mi nadaljujemo s primerom Franca Kanglerja še naprej. Razumem. Računam, da bo nekje do maja zgodba zaključena, se pravi do še potencialnih predčasnih volitvah. Je pa tukaj Franc Kangler in drugi. Vse ni v naši državi
samo Franc Kangler, tisti, proti kateremu so se zlorabljali določeni organi te države. Zdaj imamo tukaj eno hudo afero. Afero, ki jo ni zakuhala Slovenska demokratska stranka, ampak tisti, ki imajo očitno v rokah vzvode oblasti. In pač to je potrebno raziskati. Samo da vas ustavim. Rekli ste, odločili smo se, kdo se je odločil za to? Odločili so se 4 stalni člani preiskovalne komisije in pa en nadomestni, se pravi 5 od 5. To pomeni, če lahko mogoče ime. 4 poslanci SDS in pa 1 poslanka Nove Slovenije. Žan Mahnič, Franc Breznik, Franc Rosc, Alenka Jeraj in pa Tadeja Šuštar. Drug del je pa ta... V zvezi s financiranjem, nekateri bi lahko videli, da gre tu za nek pritisk, glede na to, da ne bi napol preiskoval to financiranje stranke. Gospod Gršovnika, mi lahko pokažete kakšen seznam, kjer je Madžarska na črni listi, da se ne sme poslovati. Obstaja to? Tako kot je bil Iran, recimo 2009. Obstaja to? Ne obstaja, vam bom jaz povedal. Poglejte, to sicer ni tema, ampak nismo šli tja zaradi Madžarske. Zaradi Madžarske, kjer je madžarsko podjetje ustanovilo podjetje v Sloveniji in tisto podjetje iz Madžarske financira to podjetje pa še kam drugam nakaže denar. Kaj je tukaj spornega? Kaj je spornega, če ima politična stranka premoženje, na podlagi zakona ima lahko premoženje, na podlagi zakona ti lahko s premoženjem mirno razpolagaš, in Janez Janša je že 2018 januarja dejal, mi kot stranka ne moremo imeti deleža v podjetju, ki izdaja novice, in se je ta delež prodal pravni osebi registrirani v Republiki Sloveniji. Kaj je tukaj problem? Kakšno financiranje? Delež v podjetju se je prodal. Obstajajo mediji, kjer je v Sloveniji, kjer ima lastniški delež avstrijska cerkev v Avstriji? Seveda obstajajo. Kakšen je lastniški delež, gospod Gršovnik, vaše televizijske hiše? Imajo Američani delež? A ste vi pol od Trumpa zdaj sam poslan? Glejte, če se bomo šli tako retoriko, se lahko gremo brez problema. Ampak, zaenkrat lahko vsak še vedno razpolaga svojim premoženjem, kakor želi. In denar iz Madžarske ne gre za nobeno nezakonito zadevo, gre za zakonito zadevo. To je tako, kot če podjetje v Sloveniji ustanovi eno podjetje na Hrvaškem, pa eno v Makedoniji, in seveda nekaj časa mora to podjetje financirati. Za plače, za tekoče delovanje, za stroške in tako naprej. Kaj je tukaj spornega, jaz ne vem. In mi smo šli preverjati sum zlorabe obveščevalno-varnostnih služb zoper državljanke in državljane Republike Slovenije, ne pa zoper Madžarsko, ki je članica Evropske unije. A če bi bili pa Nemci, bi bilo pa manj sporno, ali kaj? Za vas. Ne. Ker to ni sporno. Ne po ustavi, ne po zakonu, to ni sporno. In zdaj, da vi ne opravičujete policijo, ali karkoli je že vaša konotacija, ne razumem, vas ne napadam, da ne boste narobe razumeli, ampak gledajte, ne morete nam očitati, da potem, ko so bili neki utemeljeni sumi, da smo šli tja zato, da bi, kaj so jim nekaj preusmerili pozornost, ali kaj je danes Marjan Šarc po Facebooku pisal. Enostavno ne gre za to. Če se pa to odpre, gledajte, potem pa očitno je Pop TV financiran strani ameriške vlade, žurnal strani avstrijske vlade in pa še nekateri drugi mediji, kjer je tudi tuj kapital. A je to sporno? A je samo Madžarska sporna? Nič od tega ni sporno. Ker zaenkrat je po ustavi še vedno zagotovljeno svobodno podjetništvo. V praksi sicer malo manj, ker ga naša birokracija in naši zakoni dušijo, ampak zaenkrat ni s tem nobenega problema. In ne KNOVS, ne nobena druga komisija, razen Möderndorferjeve, se s tem ne ukvarja. Če pa je neko premoženje bilo nekom prodano na zakonit način, in verjemite mi, glede na tisto posojilo, da se je nekajkrat pregledalo, ali pravno vse zadeve stojijo, je pa res očitno to že predvolilno, ker je to prišlo ven. Ravno potem, ko je bil ta portal necenzurirano ustanovljen, tudi z nekim sumljivim kapitalom. Ravno
očitno predčasnimi volitvami. Ali kako? Od tega seveda noben ne raziskuje. 3 novinarji ustanovijo nek portal. Od kje je denar? Kdo je tukaj zadaj? To tudi raziskujete. Jaz bi imel samo 2 vprašanje. Eno je povezano z temi očitki okrog grožnje gospe Bobnarjeve. Zdaj ona pravi, oziroma policija je danes na Twitterju zapisala, da ste najprej zagrozili, da pač ste vi voljena funkcija in ona je pa pač nastavljena. In šele potem v nadaljevanju naj bi pa ji zagrozili z kazensko ovadbo, oziroma da naj razmišlja o svoji prihodnosti, da je to bilo ločeno. Kako odgovarjate na to? To je bil vse skupaj celoten sklop. Jaz drži, da sem voljen, ona je pa imenovana. Jaz sem tudi že večkrat v državnem zboru povedal, tisti, ki smo voljeni, ki imamo mandat 4 leta od ljudi, v trenutnem mandatu imam jaz, kot sem rekel, 3252 delodajalcev, jaz sem odgovoren svojim volivcem. Ona pa samo vlada. In moja naloga je, da preverim, ali drži, da je ona omogočila, ali pa če slučajno kaj ve, da se je zlorabljala policija v politične namene. Poglejte, jaz nič ne trdim. Jaz sem jo vprašal, ko je to prišlo ven. A pa ste vi kaj pogledali, a ste uvedli kakšne nadzore? A ste šli vsaj pogledati, če je kdo pogledoval v te osebne evidence? Je rekla, da ne. In na podlagi tega ne moremo nič izključiti in nič potrditi. Nisem pa jaz a priori proti Tatjani Bobnar v smislu, ona je kriva. Ne, naj se pokaže, kaj je res in kaj ne, in ta evidenca bi pomagala to odkriti. Da sem pa jaz izvoljen, ona pa imenovana, me pa popravite, če ni res. Podobna zgodba naj bi se zgodila tudi na seji KNOVS-a, kjer naj bi v bistvu isto, ali pa vsaj podobno, jaz ne poznam to natančne formulacije, zagrozili tudi direktorju Sove, Kozmelju, češ, da potem, ko boste pa vi prišli na oblast, da naj se pazi, kaj bo se z njim zgodilo. To naj bi obstajalo to v... To vam je, mislim, dodal Damir Črnčec napačno informacijo. Je pa možno, da, kot sem rekel, da sem večkrat rekel, pač ljudje so imenovani in so voljeni. In mi imamo, saj tisti, ki smo voljeni, imamo večjo odgovornost, ker mi odgovarjamo volivkam in volivcem. Dajte to prosim Damirju Črnčecu povedati. On ni nikoli nikjer kandidiral. Ne gre kandidirati, boste mu pomagal PR delati, tako ker tukaj odlično počnete in to je to. Jaz samo govorim na osnovi informacije. Berete z mobitela, da vi ne govorite. Ne, berem pa tu še tretje vprašanje, bi vam postavil samo eno. Zdaj, včeraj je, mislim, oziroma danes na tej tiskovni konferenciji, pač zato sem malo odprto, ker bi rad pač ravno narobe citiral, je direktorica policije rekla, da ste hoteli pridobiti informacije o konkretnih predkazenskih postopkih in potem je bilo posebej vprašanje, ali se to nanaša tudi na preiskavo financiranja SDS, se vam to ne zdi sporno v bistvu? Lahko pogledamo vse tekoče zadeve, kar se tiče odredb. In vse zadeve smo pogledali. Tako kot smo takrat tudi, ko je bilo za primer Andreja Širclja. Zato je komisija pristojna. Če pa govorite, ali smo rekli, zdaj nam pa pokažite, kar vodite proti Slovenski demokratski stranki, kar vodite glede Madžarske, tega pa ni bilo. Ker vemo, da to pa pač ne moremo in predvsem ne smemo, ker to pa bi bila zloraba pooblastil. Lahko pa za vsak primer vprašamo, ali v tem primeru vodite preiskavo ob tem, da pač uporabljate prikrite preiskovalne ukrepe. In na to so dolžni odgovoriti. Tako da imate napačne informacije, pa da Damir je lepo pozdravljate. Jaz sem sam hotel, jaz sem citiral, prosim, da mi ne očitate nekaj, ker bi se lahko, mislim, ne bi rad, da bi se po kakšnih drugih, da bi zdaj spadlo to tako, kot da ste jaz tu šef Sove, pa Bobnarja, ne bi rad isto v Sove. Šef ravno ne, ste pa blizu PR-a. Prosim, naprej. Lukašak Dnevnik, jaz bi sam preveril, oziroma prosil za pojasnilo. Čeprav razumem, vi ste včeraj pogledali vse odredbe o tajnih preiskovalnih ukrepih zoper slovenske državljane v tem mandatu te vlade? Od začetka 2019 naprej.
Ampak hočete pa več podatkov, ker sumite, da do tega nadzora prihaja mimo odredb. Ne. Zdaj, če prihaja mimo odredb, tega mi ne bomo ugotovili. Ne? Razen, če bi šli recimo na Telekom Slovenije dol spodaj v bunker in bi rekli, to telefonsko številko vpište in bi se v bistvu številka izpisala, da je priklopljena v narekovajih. Ne? Mi smo pregledali vse odredbe od 1. januarja naprej za prisluškovanje, za prestrezanje elektronske pošte, za tajno sledenje, opazovanje in tako naprej. Vse štima, ne? Kar smo pa zahtevali, je pa tisto, kar sem rekel, ne? Če je kdorkoli in kdo, v primeru, da je, nosil podatke ven iz policije o posameznih poslancih in predsednikih strank. To je tisto, kar smo zahtevali. Ker je rekla, mislim, da je rekla gospa Bobnar, da smo prišli z nekaterimi imeni. Ja, našteli smo ji poslance 5 strank in pa še 2 manjšinska poslanca, pa 2 predsednika imena in sem prosil, da želimo evidenco vpogledov za te osebe. In tukaj nas je gospa Bobnar zavrnila. Se pričujem, samo še pod vprašanje, ne vem, če lahko to odgovorite, ampak ima policija obremenilne informacije o teh osebah? O katerih osebah? Da sem prav razumel, vi želite preveriti, ali je kdo informacije z policije nosil nepooblaščenim osebam, ne? O poslancih, ministrih, tako naprej, ne? Tako. Lejte, konkreten primer, recimo. A ima policija te podatke, no, o teh poslancih? Ker nismo videli. Lejte, konkreten primer. Evo pa recimo vzemimo mene. Ne? Recimo, da sem jaz 3 mesece nazaj, da so me policisti ustavili in da sem napihal. To je v tej evidenci. Recimo, da je nekdo, eden od poslancev, da ima sina, da ima hčer, ki bi se, za katero je policija ugotovila, nekje v diskoteki ali kjerkoli, da so bile prepovedane droge. To je v evidenci potem tega otroka. In mi zdaj moramo preveriti, ali držijo informacije, sumi, da je nekdo avtomatično in sistematično pregledoval poslance, še nekakšne druge, kaj je bilo v zadnjih mesecih, če je kakšna taka stvar, s katerim bi potem lahko poskušal vplivati na njega. Samo za to gre. In če bi, mi nismo želeli to, kaj kdo počne, ampak samo seznam, kdo je kakšno osebo kdaj iskal. In to je to. Lahko še samo eno vprašanje. Ja, Zakaj ste pa potem zahtevali še, da vam dajo podatke o predkazenskih postopkih, ki tečejo v bistvu, ne, tudi o tem postopku v zvezi z financiranjem iz Madžarske? Zakaj ste potem še to zahtevali zraven? To je zopet napačna informacija s strani Črnčeca. Ne, to je, citiram, kaj je govorila danes direktorica policije. Zdaj, če ona laže, lahko vam direktno citiram. Mi smo se pogovarjali, mi smo se... Nehajte zmerjati, ker potem jaz lahko rečem, da ste vi kurir od Janeza Janše, v bistvu, ne, mislim samo... Jaz sem poslanec stranke, kjer je predsednik. Ne, bolj kurir ste, v bistvu, pač, ker izvajate. Ja, jaz sem tukaj kot poslanec. Ja, lejte, gospod Vodušek, mislim, da ste vi bil potem tudi dolgo kurir Janeza Janše, ampak zdaj je očitno neka druga stran bolj zanimiva. Lejte, še enkrat bom povedal. Mi smo se tam pogovarjali o veliko stvarih. Tudi recimo to, kar je gospod Černač izpostavil. Ali je bilo res potrebno z ne vem koliko 40-50 elitnimi policisti NPU-ja prideti na preverjati tiste dežnike na portoroški plaži, takrat, ko je bilo, mislim, da primer Mišica. Pogovarjali smo se o Iran NLB gate-u, ne? In tudi je bilo rečeno, ali ni potrebno, ne preiskujete Irana, ne preiskujete tega, preiskuje pa se neke Madžarske, tako levo desno, ne? Nič nam niso ne potrdili, ne zanikali. Če pa vprašaš, ali se v kakšni zadevi, in zakon nam daje to podlago, vodi postopek na podlagi prikritih preiskovalnih ukrepov, ne? Potem pa pač oni rečejo samo ja ali ne. In če smo mi zadolženi samo za to, da pogledamo odredbe. In še enkrat povem, kar se odredb tiče, smo včeraj vse pregledali, tam ni bilo meni enega znanega imena in vse, kar policija počne v povezavi z odredbami, je vse zakonito. Nismo pa dobili podatkov, ki smo jih želeli tudi glede te evidence.
Svetina. Ja, jaz bi se mogoče samo navezal še oziroma malce vrnil k državnemu sekretarju v Šarčevem kabinetu Damirju Črnčecu, ki ste ga omenjali, ne. Zdaj, pravzaprav Črnčec, odkar je nastopil svojo funkcijo, ni bil aktiven ne na Twitterju, ne na Facebooku, včeraj se je oglasil prvič, ne, se mi zdi po 8. septembru 2018. Bom kar citiral njegove v bistvu navedbe, ne, včerajšnje lansiranje fake newsa o domnevnem množičnem špioniranju, zloraba KNOV strani poslancev SDS ter napad na policijo nam kaže, kako blizu je Slovenija zdrsov janševistični avtoritarizem in je financiran s počnimi groši stoji ne lahko en komentar, se pravi na ta odziv Črnčeca, zakaj zdaj po tem času. Zdaj, moj komentar bi bil ta, da je prej moja PR-ovka rekla, da vabi danes zvečer, 24 ur zvečer v oddajo mene in pa Damirja Črnčeca, tako da upam, da pride. Bi pa rekel to, ne, ko govori kakšen je Janez Janša. Ko je bil Damir Črnčec pa Janezu Janši, imel vsaj svobodo govora, ne, je lahko tweetov pa pisal na Facebook. Potem pa ni več smel. Več pa o Damirju Črnčecu ne bi, ker nima smisla izgubljati besed. Še kaj? Hvala. Če ne, hvala za udeležbo in pa lep dan še naprej.